112 klicev sili, prosim. Klicev sprejmemo povprečno na dan med 80 in 100, recimo 90 klicev bi lahko rekel, da je povprečje nekje. Klici so pa različni, ne. Številka 112 je v bistvu namenjena za vse. Za plin, elektrika, voda, poginjene živali na cestah in tako naprej, tudi doma, ko pogine domača žival, tako da razgibano. Obstajajo določena obdobja, ko operaterji pričakujejo povečano število klicev. Veste, velikokrat se moramo zanesti recimo na vremenske napovedi. Takrat imamo ponavadi 2 plus je mogoče eden v rezervi, ki ga pokličeš in da pride ti pomagati. Drugače pa nekih specifik ni, ne. Tudi ta polna luna mogoče nima takega vpliva, kot kdo misli, ne. Redko se zgodi, no, da imamo takrat povečano število klicev, ne. Drugače pa ja, ko so pa kakšne take nesreče, ki jih ne moreš predvideti, se pa pol rešujemo, če treba popolnitev centra, v dogovoru z vodjem centra, se pol določi, kdo bo prišel ti pomagati, ne, kolikor je potreba. In kakšen bi moral biti tisti, ki sprejema klice v sili? Moraš biti iz tega testa, da te ni strah. Moraš biti tudi prepričan vase, ker ko dobiš klic, nimaš časa razmišljati, kaj boš naredil, ne. Ti moraš tisto sekundo se pač odločiti, dejansko v sekundi, kaj boš naredil, ker ne moreš reči človeku, daj pokliči čez 5 minut, ne, bom jaz malo premislil, ne. Vsak klic je nekaj novega in vsak dogodek je drugačen. Človeško telo je tako, da se navadi res na določene stvari, tako da recimo, ne vem, jaz ne čutim nekoga stresa, ker vem, poznam svoje delo, pa vem tudi, da ko bojo ljudje klicali, ponavadi je malo tistih klicev, ko ti zaželi sem dober dan, ne. In v teh vseh letih pričakovanj teh klicev, ki imajo ponavadi samo slabo ozadje, se človek tako navadi na to, da teh stvari tudi pol ne nosiš ven iz tega prostora. V bistvu, ko stopim ven, nekako odmislim vse tisto, kar je bilo, ne. Na tem delovnem mestu ni prostora za napake, dodaja naš sogovornik. Srečuje se s klicatelji, ki so v strahu in paniki, ki govorijo nepovezano, zato so precej zahtevni, saj od njih le stežka pridobi vse potrebne informacije. Zmeraj poskušaš pač z njim vzpostaviti kontakt, da ti čim prej pove tisto, kar je potrebno. Se je pa tudi že zgodilo, recimo smo imeli požar, ko je gospa klicala in edino, kaj je znala povedati, je bilo tudi, da gori. Ni pa znala povedati, ne odkot kliče, ne kaj gori, ne nič. V bistvu je bila sreča, da sem odzadaj slišal recimo moški glas in je bila ženska sej toliko, da je dala telefon tem moškemu, da je on potem povedal, zakaj se sploh gre, ne. Tu je treba preprosto imeti občutek, dodaja. Operaterji na številki 112 so prvi, ki jih pokličemo, ko pride do nesreče oziroma ko potrebujemo pomoč. Čeprav pri intervencijah niso vidni kot gasilci ali reševalci, so pri organizaciji reševanja življenja ali premoženja eden najpomembnejših členov. Ampak nam je največje zadovoljstvo to, da ti veš, da si nekomu pomagal, da si reševalce ali pa gasilce ali pa kogarkoli že napotil nekam, hitro in uspešno, tako da so mu lahko hitro pomagali, ne. In za konec še nasvet. Ob klicu na 112 ostanite mirni in zbrano odgovarjajte na operaterjeva vprašanja. Kratki in jedrnati podatki lahko pripomorejo k čimprejšnjemu aktiviranju enot na pravem kraju in v pravem obsegu.